Naslednje predavateljice zdaj ne vidim, videl sem jo pa že prej. Živijo. To je doktorica Gaja Kos. Sledi namreč nekaj kritičnega, nekaj kritiškega, pravzaprav kritiški pogled na nekaj kritičnega. In sicer na vprašanje, kako in s katerimi sredstvi doseči mlade, predvsem najstnike, z bralnimi priporočili, ki jih navadno sicer ne dosežejo. Doktorica Gaja Kos je literarna kritičarka, pisateljica, prevajalka ter urednica otroškega in mladinskega leposlovja. Hvala, Ambrož. Lepo pozdravljeni. Še malo o tem, kako povezati knjige in mlade bralce. Jaz se bom osredotočila na 3 poti, po katerih se to lahko dogaja, in sicer na papirju, spletno ali mogoče ustno. Zdaj, na papirju, knjige in bralce deloma oziroma posredno povezujemo literarni kritiki. Nekateri kritiški kolegi same sebe sicer dojemajo predvsem kot nekoga, ki s svojim pisanjem naslavlja avtorja besedila, ki ga obravnavajo. Sama bi pa temu vsekakor dodala še nekaj drugih, in sicer urednika, založnika, lektorja, oblikovalca, tudi ilustratorja in prevajalca, kolikor sta vključena v knjigo, predvsem pa bralce. In v tem oziru se mi zdi kritik, in to še posebej velja za kritike otroških knjig, tudi promotor branja, oziroma bi moral biti tudi promotor branja. Zakaj naj bi to še posebej veljalo za kritike otroške književnosti? Ker so oni tisti, ki imajo opravka z bralci, ki se šele formirajo, za katere v bistvu sploh še ni odločeno, če bodo bralci sploh postali. In ravno zato se mi zdi skoraj tako pomembno, kot govoriti o tem, ali je nekaj kakovostno ali nekakovostno in zakaj, tudi pomembno poudarjati, kako zelo in zakaj je branje sploh pomembno. To torej velja predvsem ob otroških knjigah, ker je treba začeti že pri najmlajših, ob katerih kritik sicer s svojim pisanjem ne naslavlja njihovega primarnega naslovnika, ampak odraslega posrednika, ki pa ima na otroka velik vpliv, kar je potrebno izkoristiti. Namreč, če se starši ali pa drugi odrasli pomena srečevanj otroka s knjigami in z branjem niti ne zavedajo, potem je navsezadnje tudi malo verjetno, da bodo sploh brali kritike ali pa sorodne zapise v knjigah in da si bodo sploh sami zastavljali vprašanje, ali je nekaj dovolj dobro za njihovega otroka. Torej neko vprašanje, ki se mi pa zdi, da se ga pogosto pa zelo naravno zastavljajo ob kakšnih drugih stvareh, ali je neka hrana dovolj dobra za njihove otroke, ali je neka igrača dovolj varna za njihove otroke in tako naprej. In zato mislim, da bi moral kritik, ki se torej posveča otroški književnosti, pisati tudi o pomenu branja in pa mogoče tudi občasno papir zamenjati za ozaveščanje staršev in drugih odraslih o pomenu skupnega branja in jih opremiti z informacijami o tem, kje pride do dobrih knjig in tako naprej, tudi v živo, torej ustno, v obliki predavanj, delavnic in tako naprej. Ker če upoštevamo izsledke raziskav, ki kažejo, da je med bralci več zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi kot med nebralci, da so ljudje, ki so bralci, poklicno bolj uspešni, da imajo bralne navade konec koncev tudi vpliv na stanje duha v celotni družbi, na to, a smo kot družba empatični, inovativni in nenazadnje tudi zadovoljni. Potem je jasno, da je v promocijo branja pač nujno vlagati energijo in seveda je najboljše začeti ravno pri najmlajših, ker je lažje vzgajati, kot pa kasneje poskušati nadoknaditi zamujeno. No, ampak seveda je pa fino in nujno tudi mladostnike opominjati na obstoj knjig. Zdaj, pred časom sem naletela na en članek bralne navade slovenskih srednješolcev iz jugovzhodne regije s poudarkom na času po pandemiji, kjer zasledimo, da v prostem času leposlovje rado bere več kot pol dijakov, po drugi strani sicer četrtina sploh ne bere, vsekakor imajo bolj pozitiven odnos do prostočasnega branja kot do branja za šolo, najraje berejo prozo, približno 70% jih najpogosteje bere v slovenščini,
nekaj manj kot četrtina se raje odloči za angleščino in še vedno večina bere tiskane knjige, le 20% je tistih, ki pogosteje berejo elektronske knjige. Zdaj, če naredim en hiter sklep na podlagi te seveda geografsko in tudi po številu vzorcev zelo omejene raziskave, bi lahko rekla, da je še upanje za mlade bralce in tudi za slovenski jezik, ampak po drugi strani pa nam ankete, ki jih med mentorji izvajamo pri bralni znački, pa kažejo, da bralce izgubljamo in to že na prehodu iz 5. v 6. razred, v bistvu ta meja se niža. Tako da, skratka, vsakokratne priložnosti za promocijo branja moramo izkoristiti, a ne? Kljub temu, da mogoče kaj naletimo na kakšne spodbudne podatke, ampak seveda optimizem velja. Zdaj, če se še čisto malo pomodim pri kritikih in papirju, zdaj stvari, ko pridejo do mladinskih knjig, pa postanejo malo bolj zagatne, a ne? Kot v primeru, ko gre za knjige za mlajše otroke. Težava je seveda že vprašanje naslovnika kritiškega besedila oziroma ta relacija najstniški bralec, odrasel kritik. Zdaj, kako in kje naj kritik nagovori najstniškega bralca in ga opozori na dobre knjige ali pa tudi na kakšno slabo, s katero nima smisla, da zgublja čas. Zdaj, ena možnost je, da o knjigah piše za revije ali pa za portale, ki so namenjene prav najstnikom, čeprav se zastavlja vprašanje, koliko jih najstniki sploh berejo. Mogoče z bralnimi klubi, ja, ampak iz izkušnje vem, da je mlade zelo težko pritegniti zraven, ker tudi tisti, ki bi jim bila takšna oblika prostočasne dejavnosti dobesedno pisana na kožo, z obžalovanjem razložijo, da bi z veseljem, ampak da imajo žal že vse popoldneve zasedene z drugimi aktivnostmi. Tako da bi bilo fino, če bi bralni klubi ali pa knjižni klubi našli bodisi mesto znotraj šolskega sistema v obliki nekih izvirnih vsebin, ali pa da bi dobili neko bolj enakovredno mesto v tem ekosistemu obšolskih dejavnosti, a ne, kot so, ne vem, igranje flavte, likovne delavnice, šport in tako naprej. In bi se mogoče potem na ta račun tudi otroci lažje za to aktivnost oziroma prej odločili. No, in zdaj, ko smo pri najstnikih, pa pridemo do spleta. V luči tega, da bo mogoče najstnika prej premamlo priporočilo vrstnika, kot pa recimo starša, se zdi, da moramo pa tu mogoče kritiško oziroma promocijsko delo pa morda vendarle saj do neke mere prepustiti kar mladim samim in pa spletu oziroma družbenim omrežjem. A ne, kritik se pa še vedno lahko tolaži s tem, da bo pa mogoče to, kar bo napisal, uporabno za tiste starše, ki jim še uspe podtakniti kakšno knjigo svojemu najstniku. Enkrat je nekdo razlagal, pač človek iz stroke, a ne, da nikakor ne pride več čez z bralnimi priporočili pri svojem najstniku, ampak včasih pa uspe z nastavljanjem knjig, ki se mu zdijo fine, na različna mesta po stanovanju, ki potem dejansko čez kak dan, dva dejansko zginejo. In včasih se ta najstnik potem celo potrudi pokomentirati, da saj ta knjiga je bila pa kar kul v resnici. Tako da včasih torej uspemo s takimi majhnimi triki. No, sicer pa že bežna preiskava spleta pokaže, da obstaja kopica najstniških blogerjev, ki se predmeta svojega zanimanja lotevajo precej resno, z ocenami, pogovori z avtorji, nekateri imajo celo neke online revije, z lestvicami, pa ne samo najboljših knjig, ampak tudi takih, ki jih niso mogli dokončati in tako naprej. O knjigah mladi govorijo na YouTubu, BookToku, kjer tudi najdemo razne lestvice in ko sem šla gledati, imamo kar nekaj knjig iz teh lestvic dosta žurno prevedenih tudi v slovenščino, kar pomeni, da so lahko uporabne tudi za domače bralce, ki si želijo brati v slovenščini. Potem so tu še Bookstagrammerji, Goodreads, Wattpad,
Reddit, Library Thing in tako naprej. Marsikera ta platforma, delujejo na podoben način, nekatere. In potem je tu še eno področje, ki se zelo goji na spletu in ima po svetu veliko privržencev, to je pa fanovska literatura. Zdaj, jaz žal nimam podatka, kako aktivni so bodisi v ustvarjanju spletnih vsebin povezanih s knjigo ali pa v njihovem sledenju slovenski najstniki, ampak vsekakor pa imajo torej na voljo veliko kanalov, kjer lahko pridejo v stik s knjigami, kar je seveda pozitivno. Negativna plat spleta pa je, da ne zagotavlja kakovosti, ampak sama mislim, da ima najstnik, tudi če po večini bere bolj povprečne knjige, vsaj možnost, da po nesreči naleti tudi na kakšno dobro knjigo, za razliko od najstnika, za katerega svet knjig sploh ne obstaja. Torej, če zdaj tole malo povzamem, ozaveščanje staršev majhnih otrok je torej ena zelo pomembna stvar. In tu moramo res kar najbolje izkoristiti svoj vpliv, zato da bodo mogoče te dobre navade segle tudi v najstniška leta, da bo branje nekaj tako naravnega otroku oziroma najstniku in pomembnega, da pomanjkanje časa zaradi šole ali pa obšolskih dejavnosti in digitalnih skušnjav ne bo neki izgovor. Kot rečeno, mislim, da v primeru najstnikov digitalno okolje ni za odmet, ker konec koncev lahko na spletu najstniški bralec, mogoče celo lažje kot v živo, najde tudi svoje knjižno pleme, če tako rečem, kar se mi zdi v zvezi z najstniki tudi zelo pomembno, da pač najdejo svoje mesto v neki skupini pač ljudi z istimi interesi in strastmi. Seveda so dobrodošli tudi razni projekti, natečaji, festivali in druge akcije. Tule jih samo nekaj naštevam. Zdaj, nekateri imajo pač nacionalni domet, drugi regionalni, eni so zelo lokalni. Zdaj, kakšen vpliv imajo, pač verjetno zares ne vemo, ampak vsake take spodbude in opominjanje na knjige in branje so dragocene. No, do zdaj, torej sem v bistvu govorila predvsem o prostočasnem branju. Mislim pa, da bi nekaj za popularizacijo mladinske književnosti lahko naredil tudi šolski sistem, ker se konec koncev tudi v okviru obveznega izobraževanja lahko dogaja ali pa ne dogaja promocija branja. POKUK učni načrt za osnovne šole in gimnazije pokaže, da je mladinska književnost rezervirana za osnovno šolo, pa že tam se v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju začne umikati nemladinski. Učni načrt za gimnazije pa pokaže, da je za branje mladostnikov predvidena v bistvu književnost za odrasle. Kar pomeni, da ti kurikulumi ne upoštevajo obstoja ne domače, ne tuje mladinske književnosti, torej produkcije knjig, ki so namenjene izrecno mladostnikom, mladostniki pa so tisti, ki obiskujejo gimnazije in srednje šole. Kar se mi zdi škoda, ker vsi vemo, da je lahko vrhunska, da je lahko tudi naslovniško odprta. Seveda sem tudi sama mnenja, da ne mladostniki posegajo po književnosti za odrasle, verjetno se vsi strinjamo, da je poznavanje klasikov nujno za splošno razgledanost, ampak ne morem pa, da si ne bi ves čas ob tem zastavljala vprašanja, v kolikšni meri ta besedila res morajo nagovoriti sodobne mlade in jih navdušiti za književnost. Škoda je torej, da se mladostnikom tudi sistemsko ne omogoči stika z vrhunsko književnostjo, ki je v bistvu pisana prav za njih in jih čaka seveda v velikih količinah na policah v knjižnicah in knjigarnah, kamor pa se nekateri, žal odpravijo le po obvezno čtivo in tako se jim nekateri svetovi popolnoma izmuznajo. Zdaj, ker pa vemo, da je sistem težko spremeniti, je pa super, da se učitelji torej tudi pogruntajo kakšne take trike, kot naprimer Mateja,
ki pač kot eno branje, sploh v nižjih letnikih, predlaga branje mladinskega romana. In če potem si naredijo iz tega sezname za poletno branje učenci, je potem to kar čista zmaga. Skratka, zdaj smo prišli torej do tega, da lahko v bistvu na nek način pri mladih splet malo pospeši ali pa ponudi neko rešitev za povezovanje knjig in mladih. Torej to bi po mojem mnenju lahko malo bolje naredil tudi šolski sistem. Zdaj pa prihajamo v del tegale predavanja, kjer se bom posvetila še tretjemu sklopu iz naslova, ustnemu, torej živi besedi, pripovedovanju, pogovarjanju. Namreč še 3 stvari so, za katere verjamem, da imajo neko prepričevalno ali pa reklamno in povezovalno moč. Najprej je to seveda zgled, da beremo tudi sami, ne samo govorimo o tem, kako fino pa pomembno je brati. Drugo je dejstvo, da je navdušenje lahko nalezljivo, da torej svojo strast in veselje do branja in tudi konkretnih knjig strastno delimo naprej. Naprimer tudi s pomočjo bralnih klubov. Tle lahko iz izkušnje povem, s kolegico Tino Bilban sva 2 sezoni en bralni klub za otroke tam nekje 10 do 12 let vodili in na zadnje srečanje sva obakrat povabili striparja, in ki sta oba res tako z navdušenjem in strastjo razlagala o svojem delu, imela tudi neke delavnice za otroke in otroci so ju požirali z očmi in z ušesi in jaz sem prepričana, da jih je večina šla naslednji dan v knjižnico si sposoditi njune knjige. Tako da mislim, da je ta živo srečanje z ustvarjalcem zelo pomembno in če imate le možnost, ponujajte taka srečanja otrokom. Tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa ustrezna izbira knjig za posameznika, ki pa lahko ali pa ne vsebuje tudi presenečenja. In za marsikoga bo verjetno presenečenje tudi slikanica brez besedila. Še večje presenečenje pa seveda bo, če jo boste ponudili najstnikom. Zdaj, tega primera seveda nisem izbrala čisto naključno. Namreč letošnja festivalska knjiga je slikanica brez besedila Marte Bartol, Kje si? Hkrati pa so slikanice brez besedila tesno povezane tudi z ustnim, s pripovedovanjem. Zdaj, čisto na hitro, v zvezi s slikanicami brez besedila pri nas še vedno obstajajo terminološke dileme. Eni uporabljajo slikanica brez besedila, eni slikanica brez besed, tiha slikanica, nema slikanica, slikovna pripoved. Sama, kot ste opazili, uporabljam termin slikanice brez besedila, ker besedila v smislu definicije, kot jo na primer najdemo na Franu, torej da gre za z določenimi besedami izražene misli oziroma iz besed sestoječi del v knjigi ali publikaciji, v teh knjigah ni. Besede pa so, že v naslovu seveda, pa lahko so tudi umeščene znotraj samih ilustracij. Termina tihe ali pa neme slikanice se mi pa sploh ne zdita ustrezna, ker so te knjige lahko še kako glasne in zgovorne. Meni je v bistvu najbolj všeč opis slikanic brez besedila, kot ga je podala Marjana Kobe, v bistvu mnoga leta nazaj, ko smo imeli pri nas šele 2 takšni slikanici sploh, ki pravi, da gre za tako imenovane aktivizirajoče slikanice, kar pomeni, da otroka animirajo oziroma ga spodbujajo, da si zgodbo, ki si jo je izmislil ilustrator, doživljajsko prevede po logiki lastne ustvarjalne domišljije. Prva slovenska slikanica brez besedila je iz leta 1977, Maruška Potepuška, Marjana Maljetija. Tole so v bistvu še vse ostale, oziroma takole, da vidite še naslovnice. To vam kažem zato, da v bistvu, da si lahko predstavljate, da imamo v bistvu opraviti s precej omejenim gradivom, ki pa narašča
tako pri nas kot v tujini, se mi zdi, da zadnja leta vse bolj zanimajo tako ilustratorje kot založnike, upam pa, da enako velja tudi za bralce. Mimogrede, seveda obstajajo tudi druge oblike knjig brez besedila, kartonke brez besedila, stripi brez besedila. Mimogrede, v zadnjem času smo dva zelo fina domača stripa brez besedila za najmlajše dobili. Filip gre na sprehod, Ivana Mitrevskega in pa Rumenega slona Suzi Bricelj. No, za koga pa zdaj so te slikanice brez besedila? Zmotna predstava nekaterih je, da so to pač knjige za najmlajše. Nekatere, ja. Ene so pa lahko predvsem zaradi kompleksnosti tem, ki se jih lotevajo, zelo naslovniško odprte in nagovarjajo tudi ali predvsem starejše, lahko tudi odrasle knjižne sladokusce. Ena takšnih je na primer The Arrival Seana Tana, ki mogoče velja kar za eno najbolj znanih v svetovnem merilu, slikanic brez besedila. In ravno zato sem prej omenila, da jih lahko ponudite tudi najstnikom in mogoče s takšno izbiro malo zamajete njihovo predstavo o knjigah in v njih zbudite neko zanimanje. Lahko poizkusite mogoče s tole knjigo, Pregnanci. Zelo lepa, zelo močna, zelo pretresljiva knjiga, o kateri se lahko potem tudi o marsičem pogovarjate. Mogoče poskusite s tole domačo, Črta, Tine Volarič, ki ni samo pisana knjiga za otroke, ampak se v njej zgodi celo življenje. Zdaj, če poznate kakšnega nogometnega navdušenca, ki pa ni ljubitelj knjig, mu pa dajte mogoče tale Mordilov nogomet, v njej so takele, mogoče je to celo bolj strip, ker gre za sekvenčno nizanje prizorov. Vsi so zelo humorni. Tudi to je knjiga, in če mu bo ta všeč, ga bo mogoče pripeljala še do kakšne druge knjige. No, zdaj pa, kako se lotiti slikanic brez besedila? V mislih moramo imeti, da je tu naša funkcija samo, da otroke spremljamo in jih v bistvu ne vodimo, ker otrok tu ni pasiven poslušalec, ampak je on aktiven udeleženec. Ena zelo fina stvar, ki jo najdete na spletu, na tejle povezavi, je nek vodič za branje brezbesedilne knjige, ki ga je pripravil Aaron Becker, ameriški pisatelj in ilustrator, na podlagi svojih izkušenj, ko gre s svojimi knjigami brez besedila med otroke. Zdaj, če otroke lahko malo na začetku spodbudimo, z zastavljanjem kakšnih nedoločnih vprašanj, naprimer, in kaj se zgodi potem, kaj misliš, da se bo zgodilo, kaj jim je všeč na ilustraciji, lahko jih vprašamo, kaj občutijo ob gledanju. Pomembno je predvsem to, da smo odprti za vse, kar imajo otroci ob podobah povedati, pa naj si bojo to samo neke besede, asociacije, lahko gre konec koncev tudi za njihove spomine ali pa za njihove izkušnje, ker imamo v bistvu vsi neke zgodbe, ki jih lahko neke podobe sprožijo in jih lahko delimo z ostalimi. Bistveno je, da smo mi aktivni poslušalci in da so vsi otroci slišani, da se vsi pač čutijo vključene ob branju takšne slikanice. In pa zelo pomembno je tudi zavedanje, da nič ni narobe, nič ne more biti narobe. Vse interpretacije so možne, zato naj delo s temi knjigami poteka res čim bolj sproščeno, čim bolj intuitivno. In če si zdaj za konec še malo bolj konkretno pogledamo našo letošnjo festivalsko knjigo. Torej prvič je šla leta 2018 in zdajle je zunaj čisto sveža nova izdaja. To je knjiga, ki je avtorici zelo na široko odprla vrata v mednarodni prostor, kar po eni strani kaže na to, da slikanice brez besedila mogoče lažje prestopajo meje kot kakšna druga knjiga, da so bolj univerzalne. Po drugi strani pa je tudi ta knjiga zadela ob kulturne razlike in se jim je bila v bistvu primorana tudi prilagoditi
torej na željo tujih urednikov, ki seveda najbolje poznajo svoj trg in pa tudi družbeno-politični, zgodovinski, kulturni kontekst svojega okolja. Tako da želja Američanov, torej vidite tale Every Little Kindness, knjiga je dobila pri njih tudi drug naslov, je bila, da bi vključevala, da bi bila v bistvu v njej prikazana bolj heterogena družba, da bi vključevala pripadnike različnih ras, hendikepirane in tako naprej. Knjiga je dobila tudi nekaj drugih, bolj tehničnih prilagoditev, torej format, novo naslovnico in torej kot omenjeno tudi nov naslov. Za arabski trg pa je morala avtorica celo zamenjati lik. Tam je pa pes postal maček. No, če boste s tole knjigo delali z otroki, prvi stik naj bo seveda naslovnica, ne? In potem tudi veznih listov, notranje naslovnice, ničesar ne spustite. Lahko jih vprašate, kaj si mislijo o naslovu, o čem bi knjiga lahko po njihovo govorila. Nato pa se skupaj počasi, vzemite si čas za vsako stran, sprehajajte po knjigi, če je treba, če ne bo šlo samo od sebe, jih spodbudite s kakšnim vprašanjem. Zdaj lahko si otroci podajajo štafeto, vsak pove nekaj, nadaljuje torej zgodbo, lahko govorijo kot komur kaj pade na pamet, lahko predvidevajo, kaj bi se lahko zgodilo, ko obrnejo stran, lahko si izmenjujejo svoje izkušnje ob določenih prizorih in dejanjih. In ko pridete do konca, jih lahko spodbudite, da razmislijo, zakaj so nekateri predmeti v knjigi rdeči, zakaj je avtorica uporabila ravno rdečo barvo. Lahko se seveda pogovarjate o sporočilu zgodbe, mogoče tudi o tem, komu in zakaj bi otroci recimo to knjigo podarili ali pa priporočili v branje. Lahko se ustavite tudi o bolj tehničnih vidikih, jih vprašate, a so jim bolj všeč torej zaporedje manjših sličic, a jih to mogoče na kaj spominja, ali so jim bolj všeč, no, da najdem kakšno, enostranske ali pa dvostranske ilustracije. Skratka, cel kup enih vprašanj lahko odprete in tudi to, čeprav je ta knjiga vendarle namenjena malo mlajšim otrokom, tudi to lahko ponudite starejšim, ker v bistvu načenja zelo pomembna vprašanja pač o posamezniku in njegovi vlogi v družbi. In tako, ko boste v bistvu sproščeno šli čez celo knjigo, se otroci ob tem niti ne bodo zavedali, kako poučno in koristno je v bistvu takšno druženje s knjigo zanje, kar je seveda že spet čista zmaga. Zdaj, moč teh knjig je po mojem v tem, da povežajo skupino bralcev oziroma ogledovalcev. Zdaj, seveda imajo pa tudi te knjige več koristi, za otroke. Zdaj, do neke mere lahko premostijo tudi jezikovne in kulturne razlike in odpirajo poti v nove jezike. Naprimer, če imate v razredu kakšne učence, ki so primarno govorci kakšnega drugega jezika, se lahko skozi opazovanje podob osvajajo besedišče. Seveda spodbujajo domišljijo, ampak to velja tudi za vse ostale knjige. Spodbujajo otroka k nastopu. Ob tem, ko otrok razvija svojo zgodbo, razvija tudi svojo samozavest, neko samosvojost, spodbujajo pozorno opazovanje. Otrok torej ob njih razvija vizualno pismenost, ki jo pretaka v pripovedno veščino. Dobro razvita pripovedna veščina pa vemo, da ima vpliv na to, kako se bo otrok znašel med vrstniki. Torej ima vpliv na njegov socialni razvoj. Lahko vzpostavlja bolj empatične odnose med otroki, ker bodo bralci ustvarjali zgodbo tudi na podlagi svojih izkušenj.
lahko potem srečevanje z različnimi interpretacijami omogoča razvoj boljšega medsebojnega razumevanja. Dobro razvita pripovedna veščina ima tudi vpliv na to, kako učinkovito bo znal otrok izraziti svoje občutke, želje, predloge, ker ima spet vpliv na njegov položaj znotraj vrstnikov, znotraj družine in kakšnih drugih skupin. Ker otroci v bistvu s pripovedovanjem ves čas vadijo, kako najti obliko za svoje misli, ideje in občutke, in s tem v bistvu oblikujejo nek svoj individualni glas. Naprej imajo pa pripovedovalske kompetence pa spet vpliv na bralni razvoj, tako da je v bistvu vse tako zelo lepo povezano. Doktor Baloh, ki je zbirateljica slikanic brez besedila in se z njimi tudi sicer ukvarja, izpostavlja tudi to, da s tem, ko otroci razmišljajo o tem, kaj se dogaja na sliki, kako so liki povezani, kaj sledi, odpirajo vrata kritičnemu in analitičnemu razmišljanju. Tudi logopedi priporočajo uporabo slikanic brez besedila, to velja za mlajše otroke, za spodbujanje razvoja govorno-jezikovne komunikacije. In pa naša avtorica in tudi promotorka branja Barbara Hanuš pa izpostavi še en vidik, namreč pravi, da nam ob pripovedovanju otrok razkrije svoja čustva in zanimanja in je lahko seveda takšen vpogled za nas še kako dragocen. Jaz upam, da je tole bilo zdaj dovolj oziroma kar nekaj razlogov, da boste pri svojem delu uporabljali tudi slikanice brez besedila, ki so torej odličen in dragocen poligon in za zabavo, za sodelovanje, za spoznavanje in usvajanje novih spretnosti. Poleg tega boste pa z njihovo pomočjo lahko pokazali, da druženje s knjigo ni nujno neko samotno in morda ravno zato za koga dolgočasno opravilo, ampak da je lahko čisto pravi družaben dogodek. In izbira neobičajnih ali pa recimo raje nepričakovanih knjig je pa lahko torej tudi en tak mali trik za povezovanje knjig z mladimi bralci. Zdaj, kot vidite, sem jaz za slikanice brez besedila porabila veliko besed. Kakšen ilustrator bi bil pri tem gotovo veliko bolj učinkovit, pa verjetno tudi bolj zanimiv, ampak moj domet so pač besede. No, pa še te si bom za zaključek sposodila od ilustratorke, od Marte. In sicer bom uporabila kar njen naslov, Kje si, ki ga bom dala v množino, Kje smo. Jaz mislim, da če si vedno znova prizadevamo, da s svojim zgledom, strastjo in z raznoraznimi triki prepričujemo v moč besed in zgodb, torej še posebej tiste otroke in mladostnike, ki še niso v najbolj prijateljskih odnosih s knjigami, da smo točno tam, kjer moramo biti. Hvala.